Položaj slovenskega kmetijstva po 25 letih samostojnega razvoja je po besedah ministra Dejana Židana v marsičem dober, ponekod pa tudi slab. Nekatere stvari so uspele, marsikatero kmetija se je uspela prestrukturirati, tudi zelo dosti investicijskih podpor se je recimo izkoristilo. Po drugi strani pa smo priča nečemu, kar je pa grozno, in to je, da smo v 15 letih zapravili 15% kvalitetnih slovenskih kmetijskih zemljišč, kar je verjetno največji blamaž, kaj smo si kot država privoščili. Jaz skušam vse narediti, da bi ta kmetijska zemljišča varoval, nujno pa potrebujem tudi širšeno družbeno podporo, pa tudi podporo celotne vlade in parlamenta. Slovenija je del evropskega in tudi svetovnega kmetijskega trga, ki ga vlada skuša delno uravnavati s slovenskimi in evropskimi plačili. Žal pa nima dovolj moči, da bi domače kmete zavarovala pred krizami svetovnih razsežnosti. Recimo v tem trenutku je kriza pri mlečni proizvodnji. Cene mleka so strahovito padle. Padle so za več kot za četrtino. Krizo občuti samo kmet. Krizo ne čuti recimo industrija, ki prav ničesar ne zniža pri svojih stroških ali pa recimo pri prodajnih produktih, in tudi mi kot potrošnik se mi ne najdemo cenejših proizvodov v trgovini. Torej, ponovno je vso breme krize samo na kmetu, ko pa njegova cena ponovno zrasla na trgu, potem bojo pa se povečali ceno vsi. Torej, smo neuspešni kot Slovenija, kot država, kakor tudi kot Evropske unije, da bi obvladovali preveliko moč oligopolov. Na evropski ravni 5 velikih trgovskih sistemov obvladuje več kot 50% prodanih izdelkov. Minister Židan opozarja, da bi morala Evropska unija restriktivno poseči v oligopol, če želi pospešiti razvoj kmetijstva na stari celini. Mi na ravni Slovenije smo že uvedli do neke mere 2 inovativna ukrepa. Prvi ukrep je bil kodeks, ki so ga podpisali deležniki in je bil prostovoljen, nekatere stvari uredil, recimo bolj so transparentni odnosi, neto cene in podobno. Čez 2 leti smo šli naprej z intervencionistično spremembo zakona o kmetijstvu, ki je predpisal posebna kmetijske roke plačil, pa tudi nekatere poslovne prakse prepovedal. In v tem trenutku smo zelo blizu tega, da zaživi projekt Izbrana kakovost Slovenije. Tam bomo ponovno pomagali domačemu kmetijstvu s tem, ker potem Izbrana kakovost Slovenije pa temelji pa tudi na slovenski surovini. Torej ne bo samo izdelek slovenski surovine pa drugod, tukaj bo tudi surovina slovenska in s tem bomo omogočali res prav povpraševanje po slovenskih proizvodih. Na ravni Evropske unije pa si Slovenija prizadeva za razgovor glede nepravičnih odnosov v prehranski verigi in iskanje inovativnih rešitev. Kot drugo je pa komisija in komisar Hogan ustanovilo posebno skupino, ki mora do konca leta pripraviti tudi morebitne zakonske spremembe, zato da pazimo na vse člene verigi in ne samo na enega člena. Sam sem tudi pripravljen, verjamem tudi, da mi bo vlada sledila, vkolikor to ne bo uspešno, iti v nekatere inovativne pravne poskuse, verjetno bodo dosti tak narobe, kar je še zmožnost znotraj Evropske unije, ampak je potrebno, kmeta je potrebno zaščititi.